stavke. Kot kaže, se sezona štrajkanja nadaljuje. Poglejmo čisto na hitro. Poleg vohunov naj bi zelo kmalu štrajkali še učitelji, pa tudi kralji ljudskih src, gasilci. Mirko, razlož. In prav gasilce, ki imajo te dni najtežje delo, je Cerarjeva vlada prignala do stavke. Zaradi vsega 150 tisočakov na leto, s katerimi bi si radi simbolično dvignili plače. Res je. Cerar, kljub temu, da je dal 1,2 milijona evrov za vodni top, noče dati 150 jurjev za ljudi, ki so s svojim špricanjem dejansko koristni. Če kdo ni opazil, to so tisti ljudje, ki te dni črpajo vodo s kleti. Jaz ne vem, toliko sem ogorčen, da sem brez besed, zato si bom za komentar sposodil priljubljeni citat svojega najljubšega misleca in igralca. What? No money? Yeah, suck a cock. In to si misli vsa država, Miro. Cugaj petelina. A ste vi vedeli, da je naša vojska na misijah v 11 državah? Ne? Čisto eni mali imperialisti smo. Je res, da imamo v večini držav po manj kot 10 vojakov, razen v Libanonu, kjer jih je 15, pa v Kosovu, kjer jih je skoraj 250. No, kmalu bomo 47 vojakov poslali v državo, ki je očitno tako huda, da bojo dobili plačan dodatek za nevarnost. Prav nič slabe volje pa ni bilo med vojaki, ki z odličnimi plačami odhajajo na misijo v Latvijo. V Latvijo grejo naši soldati, v eno malo baltsko državico, tam nekje na severu. In jasno, spet niste opazili, da je na zemljevidu označena Litva in ne Latvija. To je Latvija. Kar je verjetno tudi točno to, kar bojo naši vojaki počeli prvo polovico leta tam gor. Ugotavljali, a smo v Latviji, a smo v Litvi. Naslednjega pol leta bojo pa domačini ugotavljali, a so vojaki iz Slovaške ali Slovenije. Kot rečeno, bojo pa dobili dodatek vojaki za nevarnost. Še enkrat, v Latvijo grejo. A ste vi kdaj videli Latvijo? Jaz ne vem, ampak v mojem slovarju je med misijo pa med dopustom velika razlika. A ni to Las Vegas skoraj? Ti kaj pa najhujš, kaj se ti lahko zgodi v Latviji? Kaj te napade en pijan angleški turist? To lahko tudi na Prešercu doživiš, ti in treba v Latvijo. Ampak okej, malo se hecamo. Dejansko obstaja razlog, zakaj bojo v Latviji dobivali dodatek. Drugače kot pred pol leta, ko jih sploh ni bilo dovolj. Ker v Latviji ni vojne niti krize, so bile sprva plače prenizke in na misijo ni hotel nihče. Po kompromisu pa so plače tako visoke, kot bi bili v Afganistanu z vsemi dodatki za nevarnost. Ja, noben od naših vojakov ni hotel v Latvijo na misijo. Na misijo, ki jo moramo upraviti po ukazih iz NATO, ker je bila preslabo plačana. Tisti, ki bi morali iti, so celo vzeli bolniško. Zato je vojska, da ne bi dobila poritki, obljubila vse dodatke, tudi če v Latviji ni lih Taliban. Je pa ena svetla stran vsega tega. Naši vojaki bojo lahko s tem dodatnim denarjem šli v supermarket v Latviji, si kupili ene normalne škorne, ki ne puščajo, pa mogoče bojo lahko uniformo k šivili nesli. Vse za nekaj dobro. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!